Pozdravljeni. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Kljub stalni demonizaciji Irana in njegovih regionalnih ambicij, podatki kažejo, da glede na sredstva za obrambni proračun, Iran ni ravno militaristična država. Če Izrael potroši za vojsko skoraj $1800 na prebivalca, je Iran s $110 prav skromen. Združene države Amerike pritiskajo na Evropsko unijo, da zapre iranske banke na njenem ozemlju in da bojkotira poslovanje z njimi. Velika Britanija in Francija se s takšnimi ukrepi strinjata, medtem ko sta Italija in Nemčija precej manj navdušeni nad tovrstnimi ukrepi. ZDA trdijo, da se banke ukvarjajo s financiranjem terorizma in razpečevanjem orožja. Zaradi pravil Evropske unije Velika Britanija in Francija ne moreta ukrepati samostojno proti iranskim bankam. Nobena izmed bank ni na črnem seznamu Združenih narodov. Dokumenti nemškega ministrstva za ekonomske odnose kažejo, da Angelina vlada kljub svoji nevtralni drži zaostruje gospodarsko politiko do Irana. Izvozna podjetja vse težje dobivajo kreditne garancije za poslovanje z Iranom. Ameriški senat je z veliko večino potrdil zakon, ki retroaktivno podeljuje imuniteto pred kazenskim pregonom telefonskim družbam, ki so sodelovale pri nezakonitem prisluškovanju na ameriških tleh. Odprto je le še vprašanje, če bodo sprejeli dopolnilo, ki bi omejevalo civilne tožbe posameznikov proti telekomunikacijskim družbam. Gre seveda za potencialne milijardne odškodnine. I made my position clear about this war on terror. And by the way, the enemy made their position clear yet again when we were able to stop them. And if Al-Qaeda is calling into the United States, we want to know why they're calling. Japonci so ogorčeno protestirali zaradi vdora ruskega strateškega bombnika v njihov zračni prostor. Dogodek se je zgodil v zelo neprimernem času, saj je bil ravno takrat na sestanku G8 v Tokiju ruski podpremije in finančni minister Aleksej Kudrin. Letalo naj bi letelo v japonskem zračnem prostoru 3 minute nad nenaseljenimi otoki. Japonci so v zrak poslali kar 22 lovcev različnih tipov in 3 letala za radarski nadzor, ki so bombnik spremljala do polotoka Sahalin. Komentar ruskih časopisov je bil v glavnem ta, da bi se morali Japonci zahvaliti za nenapovedano vojaško vajo. Izrael znova gradi na zasedenih ozemljih kljub dogovoru iz Anapolisa. Čeprav dogovor ni prinesel nobenih resnih koncesij za Palestince, se je z njim Izrael obvezal, da bo zamrznil gradnjo stanovanjskih enot in priseljevanje, kar je tako ali tako obvezano v okviru mednarodnega prava. Nov plan predvideva 1100 novih hiš v vzhodnem Jeruzalemu, ki naj bi bil palestinska prestolnica. Izraelski tiskovni predstavnik je izjavil, da gradnja poteka v skladu z načrti. Isti minister, ki se požvižga na mednarodno pravo, pa drugače poziva izraelsko vojsko in varnostno obveščevalne sile k likvidaciji vseh Hamasovih političnih voditeljev. Vsi so teroristi, vsi morajo biti likvidirani, kar so v resnici precej civilizirane izjave v kontekstu izraelske visoke politike. Drug minister iste stranke, gre za Kadimo, ki naj bi bila zmerno desna, izjavlja, da bi bilo treba dele Gaze izbrisati iz zemljevida. Izraelska vojska je izvedla operacijo na menjalnice na Zahodnem bregu. V akciji, ki je potekala v Hebronu, Nablusu, Ramali in Dženinu, je zaplenila več kot $800,000. Razlog? Podpiranje terorizma. V javnost je prišla elektronska korespondenca kanadskega oficirja v kontingentu Združenih narodov na meji med Libanonom in Izraelom v času izraelskega napada. Ta v mailu ženi sporoča, da Izrael nediskriminatorno napada civilne objekte, med njimi tudi šole. Kanačan je bil ubit nekaj dni zatem v izraelskem bombnem napadu na označeno postojanko Združenih narodov. V pogovorih med turškim in izraelskim obrambnim ministrom so sogovorniki izjavili, da Turčija ne bo sodelovala v morebitnih napadih na Sirijo. Turčija in Izrael sta sicer zaveznici, ki imata skupne vojaške vaje in si izmenjujeta varnostne podatke. Odnosi pa so v zadnjem času precej zaostreni, saj so na dan prišli podatki, da je Izrael usposabljal iraške Kurde. V bombnem napadu na domnevni jedrski objekt v Siriji pa je kršil turški zračni prostor. Po vseh zbranih informacijah je bilo bombardirano gradbišče kemične tovarne ali tovarne za gradnjo raket kratkega dosega. Podobno kot v primeru Mednarodnega sodišča za vojne zločine, se hočejo Američani izogniti določilom pogodbe z Evropsko unijo o izmenjavi podatkov o letalskih potnikih z ločenimi sporazumi s posameznimi državami.
Junija lani je Evropska unija popustila Združenim državam in se dogovorila o izmenjavi oziroma predaji 19 osebnih podatkov potnikov, ki letijo iz Evrope v Združene države, Agenciji za domovinsko varnost. Ti podatki so lahko shranjeni do 15 let. Par mesecev pozneje je ameriški kongres sprejel sklep, ki od Evropske unije zahteva dodatne varnostne ukrepe. Na letalih iz držav, kjer viza ni potrebna, bi moralo biti prisotno varnostno osebje. Ne le to, poročati bi morali celo o potnikih, ki le letijo čez ozemlje Združenih držav, pristanejo pa v tretjih državah. Nekateri evropski politiki razmišljajo o povračilnih ukrepih, torej o uvedbi viz za ameriške državljane. Tejzeri oziroma elektrošokarji so do sedaj bili orožje, ki naj bi nadomestilo le strelno orožje. Ne po novih navodilih britanskim policistom. Ti lahko po novem uporabljajo elektrošokarje tudi proti otrokom in nosečnicam. Opozorila strokovnjakov, da lahko 50-kilovoltni električni udar povzroči srčni infarkt, niso zalegla. Umaknjeno je bilo tudi določilo, da je uporaba možna le proti oboroženim osumljencem. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.